Lep pozdrav vsem v mojem imenu. Z gospod Milo Novak sva zagovorjena, da sam pričnem to novinarsko konferenco. Kot veste, smo opozicijske stranke, pa tudi obrtniki, občine, nevladne organizacije z različnih področij, kmetijstva in podobni, ves čas sprejemanja zakona o nepremičninah temu zakonu strokovno, argumentirano nasprotovali. V tem času tudi opozarjali na to, da je v nekaterih elementih zelo resno opozorilo, da je zakon o nepremičninah tudi v neskladju s slovensko ustavo. Zato pridobili tudi pravno mnenje, ki v zvezi z določenimi pravnimi vprašanji glede tega predloga zakona, ki ga je po naročilu Obrtno-podjetniške zbornice pripravil Inštitut za javno upravo, dr. Erik Kerševan, tisti ključni pravni strokovnjak na tem področju, ki je tudi podpisan pod te dokumente. Iz tega prvega pravnega mnenja smo vsi, ki smo temu zakonu nasprotovali, črpali tudi pravne argumentacije in tudi imeli osnovo za pripravo kvalitetnih amandmajev, s katerimi smo želeli že v parlamentarni proceduri nekatere neustavne stvari izločiti iz zakona. Žal koalicija ni želela temu prisluhniti in v tistem času je potem tudi nastal dogovor, da poslanske skupine, ki nasprotujemo temu zakonu, tudi izpodbijamo zakon v skupni zahtevi za ustavno presojo na ustavnem sodišču. Po sprejetju zakona, ki je bil konec novembra potem tudi objavljen, je bilo izvedeno naročilo za drug dokument. Ta dokument so pravne podlage za vložitev zahteve za presojo ustavnosti zakona o davku na nepremičnine. Dokument je iz sredine decembra in to je tista pravna podlaga, na kateri je tudi pripravljena celovita zahteva za ustavno presojo, ki jo ste danes dobili tudi v roke. In je ta pravna podlaga je bila osnova tako za zahtevo, ki jo je pripravilo Združenje občin Slovenije, kakor tudi za to zahtevo, ki je bila poslana v sopodpis kolegom iz vseh treh opozicijskih strank in pa tudi nepovezanih poslancem in poslancem narodnosti. Prav tako pa je isti dan, se pravi 3. januarja, bila ta pobuda poslana tudi Državnemu svetu, ki je prav tako kvalificiran vlagatelj, da lahko vloži celovito presojo za vsemi poglavji, vsa področja, ki so v tej celoviti zahtevi sedaj tudi spisana. Takšna pričakovanje je bilo, da bomo dobili potrebnih 30 podpisov poslancev, kar je bilo predvsem odvisno od tudi največje poslanske skupine iz opozicije, strani kolegov iz SDS-a. Po njihovi poslanski seji poslanske skupine po torku smo dobili odgovor, da njihova odločitev za teh podpisov ne bodo dali pod to za ustavno presojo, zahtevo za ustavno presojo, čež da je bila že v decembru tudi poslana ta presoja, ki je v enem delu temeljila tudi na tistem že prej omenjenem prvotnem prvemu pravnemu mnenju, ki je bilo pridobljeno še v času, ko se je zakon sprejemal. Kar se tiče poslanskih skupin, ki smo danes tu, želimo povedati enostavno, da smo praktično naredili vse, kar je potrebno, zato da bodo vsi argumenti, ki so strani pravnih strokovnjakov, strani politike bili prepoznani kot tisti, ki so neustavni z zakonom, prišli na ustavno sodišče v primernem roku. Ta pot bi bila lahko ena ta, ki je sedaj bila tudi mišljena, s podpisi več kot 30 poslancev. Delno je bilo to izvedeno že za samo ustavno zahtevo, ki je vložilo kvalificiran vlagatelj, se pravi Združenje občin Slovenije. Zagotovo pa bodo ostali elementi, ki še tam niso povzeti v zahtevi za ustavno presojo, ki jo napoveduje Državni svet skupaj tudi že skupnostjo občin Slovenije. V pogovorih s predstavniki Državnega sveta, z gospodom Kovšcem, ki je tudi eden izmed tistih, ki je bil prisoten v tej iniciativi za peticijo proti nepremičninskemu davku, ki je zbrala, kot veste, teh 80.000 podpisov, da bo sam tudi postal še naprej, podobno kot pri vetu v Državnem svetu, tudi nosilec tega, da se Državni svet
čim prej opredeli te zahteve za ustavno presojo in kot tako kvalificiran vlagatelj resnično lahko vloži vsa poglavja potem v ustavno presojo. Če sumiramo zdaj razliko oziroma kaj še sedaj ne bo na ustavnem sodišču, lahko rečemo, da je ta prvi splošni del poglobljene analize, ki se nanaša na davčno osnovo in pa tudi iz tega vidika tudi kršeno načelo enakosti pred zakonom, kakor tudi na pravno varstvo, ki ni zagotovljeno v tem zakonu, obdelano v tem področju, ki ga je že poslalo v ustavno presojo Združenje občin Slovenije. Dodatno je zelo podrobno opredeljen v tistem njihovi zahtevi tudi opredeljeno področje, ki se nanaša tako na pravico do lokalne samouprave, kako tudi avtonomnost lokalne samouprave. V tej presoji pa je sedaj tudi zahtev za to ustavno presojo, pa je podrobno obdelano tudi tisto področje še, ki se nanaša predvsem tudi na to, da se tudi v objektih, ki so v lasti verskih skupnosti, pa se v njih opravljajo izobraževalne, karitativne, socialne dejavnosti, da podobno kot za občinske objekte, kar izpodbijamo v ovih presojo, ta davčna stopnja zniža oziroma da se ta davek ne sprejema, pač ne veljavi. Na takšen način lahko se mirno zaključim s tem, da imamo tako v Slovenski ljudski stranki kot v Novi Sloveniji lahko res mirno vest, da smo po najboljših močeh zbrali vse argumente, ki bo iz vseh teh zahtev ustavno sodišče na koncu združilo v skupno obravnavo in upam, da bo tudi prepoznalo to, kar v teh zahtevah pač so prepoznali pravni strokovnjaki in ostali in da ta krivični davek ne bo uveljavljen in da bomo ga uveljavljali s popravki, na katere tudi opozarjamo, da je potrebno storiti, preden se bi takšen zakon začel izvajati. To pa je konec pomladi letošnjega leta, ko bi konec maja naj prišle odločbe v slovenske domove in na slovenska podjetja.